S kakšnim vtisom odhajate z te razstave? To predstavo smo obiskali že večkrat in vedno znova nam pusti globoke vtise in razmišljamo o njej potem še par dni. In priporočam jo toplo vsem, ki dokler je še tu na voljo, da bi jo obiskali, ker je zelo pomembna in ima pomembno sporočilo za vse nas, za našo bodočnost. Zakaj se vas tako dotakne? Zakaj toliko razmišljate o tej razstavi? Zato, ker smo mi tudi sami nekaj preživeli. Jaz sicer sem bil rojen v izgnanstvu, ampak po pripovedovanju sem bil s tem seznanjen, kakšna je usoda pregnancev in izgnancev. Tako tudi imamo še zdaj v Kopru društvo, krajevno organizacijo Društva izgnancev Slovenije, katerega člana sva, in ohranjamo te vrednote in jih posredujemo mladini, ki z veseljem prisluhne našim pripovedim. No, vi ste tudi organizirali to razstavo, ki je bila podarjena tem udeležencem srečanja internirancev in internirank. Torej, ideja o tem se je rodila prav v našem društvu, ker mi smo svojo 30-letnico ustanovitve Društva izgnancev praznovali na ta način, da smo si ogledali razstavo in se potem o njej tudi pogovorili. Smatrali pa smo, da to idejo, ki jo daje ta razstava, pravzaprav njeno sporočilnost, pošljemo naprej. To se pravi našim, bi rekla, bratskim organizacijam, predvsem Društvo internirancev. In tako sem navezala stike z Matjažem in mu poslala material in vse, kar je bilo dosegljivo, in ko je on to videl, je bil zadovoljen. In od takrat lepo sodelujemo, sicer tudi vsa leta se udeležujemo tega srečanja internirank, ker mi smo nekako njihova, bi rekla, nekoliko mlajši nasledniki in prav, da ne samo naša, kar smo mi v taboriščih preživeli, ampak da opozarjamo še na hujše grozote, ki so jih preživele v koncentracijskih taboriščih. In sem zadovoljna, da mladi, ko hodim po šolah, prisluhnejo in da radi vprašajo, kako je bilo, imajo dosti vprašanj, jih marsikaj zanima, je pa to, da malo o tem vedo. In prav je, da tisti, ki še lahko kaj povemo, gremo mednje in jim to posredujemo. No, za zaključek še enkrat povejva, za katero razstavo gre in zakaj se jo splača ogledati. Torej, razstava Exodus, ki je te ne pusti, bi rekla, mirno. Ti vsa čustva napolni z globoko mislijo, kaj je sposoben človek slabega narediti in kam mora človeštvo, da se take stvari, ki jih delajo, ne bi ponovile.